V idiličnem okolju dvorca Rakičan v občini Murska Sobota so predstavili prav posebno inovacijo, ki je sad čezmejnega projekta e-carriage for carriage-based sustainable tourism. Torej, projekt e-carriage v bistvu še traja. To je mednarodni projekt Interregov Slovenija-Avstrija. Začel se je leta 2018, septembra 2018 in pa traja do konca novembra 2021. Torej, zdaj še par mesecev, je že v zadnji fazi. Pri projektu sodeluje 5 partnerjev. 2 slovenska partnerja, RIS dvorec Rakičan, ki deluje tudi kot vodilni partner v tem projektu, potem od slovenskih partnerjev še Univerza v Mariboru in pa 3 avstrijski partnerji na avstrijski strani. Glavni produkt projekta so inovativne hibridne električne kočije, okoli katerih se bo v prihodnosti spletel celostni turistični produkt, ki bo združeval celotno ponudbo prekmurske regije in čezmejnega območja v Avstriji. Te hibridne električne kočije so, kot smo že rekli, 3. Ena na slovenski strani, ki jo vidimo tukaj za nami, v RIS dvorcu Rakičan, in pa 2 električni hibridni kočiji še na avstrijski strani, se strani avstrijskih partnerjev izdelani. Po besedah Skuškove bodo v okviru projekta in celostnih turističnih produktov razvili tudi lokalne in čezmejne večdnevne kočijaške ture, ki bodo vključevale doživetja naravne in kulturne dediščine, inovativna točka katerih je ravno električni hibridni pogon. Pri tem je ključno vlogo odigralo tudi slovensko znanje. Sicer sama baterija in elektromotorni pogon je narejen, izdelan z strani Švicarjev, švicarskih proizvajalcev, je pa Univerza v Mariboru v bistvu ustvarila, podala kriterije in v bistvu vse načrte za izdelavo tehničnih delov kočije. V koraku s časom in razvojem informativne tehnologije so pri projektu razvili tudi aplikacijo, ki jo bodo uporabljali udeleženci voženj. Z njo bodo turisti kočijaške ture lahko rezervirali, pregledali njihovo dolžino in postanke, kakor tudi lokalne ponudnike nastanitev, kulture in kulinarike, ki predstavljajo ogrodje zgodbe e-kočij. Nekaj tehničnih podrobnosti o hibridni kočiji je podala vodja konjeniškega centra dvorec Rakičan. Kočija je bila izdelana v bistvu na Poljskem, motor so pa pomagali zasnovati Švicarji, ki imajo te elektromotorje v bistvu tam že nekaj časa. Konjeništvo in kočijaštvo sta nekoč zaznamovala to področje, zato gre za svojevrstno oživljanje tradicije. Je pa elektromotor pomoč konjem pri premagovanju daljših razdalj, kakor tudi napornih vzponov. Se pravi, če je že malo manjši hribček, kočija začne kar vleči, jo moram jaz ustaviti, ne. Ko gremo dol po hribčku, se kočija kar izrazito ustavlja, kar je v redu, ne. Seveda kočija, ko greš po bregu dol, more zbremzati, tako povedano, da ne tiska konjev naprej. Pri vožnji uporabljajo par konjev pasme frizijec, ki se je na hibridno električno kočijo moral privaditi, vendar pa ni bojazni, da bi potniki zaradi izpraznjene baterije v ravnini morali napraviti nepredvideni postanek. Tale motor je mogoče zasnovan bolj za hribovit svet, ne. To pomeni, pri nas baterija zdrži komot celi dan. Mi smo šli na čezmejno turo, 30 kilometrov je baterija zdržala, pač čez noč daš polniti in je to. Zanimiva in svojevrstna kombinacija inovativne tehnike in živih bitij se je kljub nekaterim pomislekom izkazala kot zmagovalna kombinacija. So pa pri usposabljanju za vodenje kočije še določene pomanjkljivosti. Pri nas v Sloveniji je glede kočijaštva zelo slabo razvito, bom rekla, sploh glede izobraževanj. Namreč pri nas ni potreben uradni izpit, kot recimo izpit za avto, za kočijaža. V Avstriji recimo imajo to razdelano. Je potrebno opraviti izobraževanja, dobijo določene značke. Projekt, ki so ga zaradi epidemije podaljšali do konca letošnjega leta, je vreden 1,17 milijona evrov, od česar bo več kot 980 tisoč evrov prišlo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.